Če se osredotočimo na zakon o izvrševanju proračuna za leti 2008 in 2009, smo ocenili, da tako kot zakonodajno-pravna služba parlamenta, da gre za razmeroma nekonsistenten zakon, saj se v njem urejajo vsebine, ki v ta zakon sploh ne sodijo. Ne bom omenjal RTV prispevka, imamo zakon o RTV in jaz sploh ne vem, zakaj ni prišla vlada po nujnem postopku tudi spremembo tega zakona in tam urejala vprašanja povezana z tem prispevkom, kakor tudi vprašanja povezana s plačami. Namreč te dve vsebini sta se znašla v zakonu o izvrševanju proračuna in sploh ne vem, kako vlada upravičuje to nekonsistentnost. Tudi zagata je bila precejšna na dosedanjih delovnih telesih, tako v odboru za gospodarstvo, kakor tudi v odboru oziroma komisiji za nadzor javnih financ, ko smo diskutirali o teh vsebinah in nismo dobili nobenega prepričljivega argumenta, zakaj se v ta zakon tlačijo vsebine, ki so urejene z drugimi zakoni oziroma z drugimi predpisi. Izjemno pomemben in ključen vsebinski pomislek pa se nanaša na plačilne roke države. Namreč do zdaj je bil plačilni rok države 60. dan. Po tem predlogu spremembe je vlada zapisala takšno dikcijo, da nihče več v tej državi ne ve, kakšen bo plačilni rok. Namreč zapisala je, da je plačilni rok med 30 in 60 dni, pri čemer pa lahko minister za finance ta rok skrajša ali ta rok podaljša, če je ogrožena likvidnost proračuna. Jaz sem prepričan, da se bomo v letu 2009 srečevali za precejšno problematiko likvidnosti državnega proračuna in potem takem bo lahko minister za finance določil tudi bistveno daljše plačilne roke, 90 dni, 120 dni, ne vem, ne bi rad špekuliral naprej. Torej, nevzdržno je, da je vlada zapisala takšno negotovost do tistih izvajalcev, ki bodo izvajali določene investicije za državo in seveda ne bodo vedeli, kolikšen bo plačilni rok, ker bo vedno noter zapisano, da lahko plačilni rok minister za finance tudi podaljša, če bo ogrožena likvidnost proračuna. In zato seveda tudi v tem smislu vlagamo amandma, da predlagamo, da se plačilni rok države skrajša na 15. dan. To se pravi, da je plačilni rok države 15. dan in ne 60. dan kot doslej. To je jasna določba in vsakemu bo pravzaprav tudi, ko se bo prijavil na te investicije, povsem jasno, kdaj bo dobil plačano. Tretji amandma se nanaša na spremembo določbe, ki govori o znesku odpisa dolgov. Namreč iz 420 tisoč evrov država dviguje maksimalen znesek, kjer lahko pride do odpisa dolgov na 1 milijon evrov. Brez kakršnega koli pojasnila. Na dveh odborih oziroma na dveh zaslišanjih predstavnikov vlade nismo dobili pojasnila, zakaj se ta znesek tako enormno zvišuje, iz 420 tisoč evrov na milijon. Zato predlagamo, da se to ohrani v tem delu. No, seveda predlagamo tudi, da se RTV prispevek ureja v matičnem zakonu, ne pa v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna.